Lep pozdrav, Jani Dvoršak je moje ime, Agencija za spodbujanje investicij na avstrijskem Koroškem. Gostimo gospod doktorico Marijo Škof, ki nam bo več povedala o primerih zamud pri izvedbi del oziroma pogodbene kazni v tem primeru. Pozdravljeni. Prav lepo pozdravljeni. Verjetno morebitne zamude in pogodbene kazni, ki so vezane na zamude, v tej današnji situaciji COVID-19 delajo preglavice marsikateremu izvajalcu. Marsikdo verjetno misli oziroma je zagotov, da zaradi teh okoliščin, ki jih imamo in izrednega stanja, ne bo mogel dokončati dela, tako kot se je zavezal za to po pogodbi. Če pride do te situacije, imamo iz pravnega vidika dva aspekta, ki ju moramo upoštevati. Po eni strani gre za primer zamude, torej če izvajalec ne bi pravočasno izvedel svojih del. Kot prvo moramo tudi v tem primeru pogledati in preveriti, kaj določa pogodbo. Morda sta se pogodbena partnerja že v pogodbi in v fazi sklepanja pogodbe dogovorila tudi o morebitnih posledicah. Če pogodba ne določa ničesar, potem ima naročnik načeloma možnost, da zahteva izpolnitev pogodbe ali pa odstopi od pogodbe, pri čemer mora izvajalcu dati dodatno možnost dokončanja pogodbe in določiti dodatni rok. Po drugi strani je pa seveda z izvedbo del in pa dokončanjem dela v določenem roku pogosto povezano tudi vprašanje pogodbene kazni. Če izvajalec ne izpolni del v določenem roku, se pogosto po pogodbi zaveže, da bo plačeval pogodbeno kazen. Tudi v tem primeru velja, da je treba v prvi fazi pogledati pogodbo in preveriti, kaj pogodba določi za primer višje sile, kot ga imamo v trenutnem stanju glede COVID-19. Če pogodba ničesar ne določi in bo prišlo do zahtevkov glede odškodnine, je seveda upoštevati okoliščino COVID-19 in kot primer višje sile pri določanju odškodnine. Tako da bo se okoliščina COVID-19 upoštevala pri odmeri pogodbene kazni, za katero sta se stranki dogovorili. Vsekakor pa tudi v tem primeru, če izvajalec vidi, da zaradi okoliščin ne bo možno izpolniti pogodbe pravočasno, svetujem, da kontaktira naročnika. Odlično. Dragi gledalci, hvala za pozornost. Gospod dr. Škof, hvala za tale nasvet. Hvala lepa in prisrčen pozdrav iz Celovca in ostanite zdravi.